postavil Džeko, met iz avta za Slovenijo. Mački v slonih pa posed žoge, rahlo prednost Bosne in Hercegovine, vendar ta prednost iz tistega uvodnega dela, ko so gosti imeli preveč. Pade v tam Krhina brez prekrška, napada Pjanić in gol! Handanović je sicer posredoval, Ibišević pa je zadev v 33. minuti. Ja, veliko veselje navijačev Bosne in Hercegovine. Videli bomo, malo prostora je potreboval Ibišević za zaključek, natančno je meril. Pomislil sem že, da je Handanović obranil ta njegov strel, poglejte, takole, bil je na žogi, strel premočan in vodstvo Bosne in Hercegovine 1-0. Podajalec Pjanić. Nobenega dvoma ni, Ibišević in Džeko, velemojstra nogometne igre, ne potrebujeta prav veliko časa in prostora za zaključek in to je zdaj dokazal Ibišević. Džeko. Ibišević. Džeko. Pred njim je Cesar. 1-1 dvoboj Džeka in Cesarja. Pa zadetek Pjanića. Naši so zaspali. Dovolj prostora za Pjanića, 41. minuta in Bosna in Hercegovina vodi v Ljubljani 2-0. Vsa pozornost Džeku in Ibiševiću, pozabili so na Pjanića, ki je dosegel svoj 7. reprezentančni zadetek v 39. nastopu. Poglejte še enkrat, veliko prostora na robu kazenskega prostora slovenske reprezentance in seveda natančen strel ter vodstvo Bosne in Hercegovine 2-0. Napada Vršajević. Kombinacija na desni strani, tu je Pjanić, pa priložnost in gol! Zadev je Svraka. 80. minuta srečanja, 3-0 vodi Bosna in Hercegovina, Svraka pa je dosegel ta tretji zadetek za goste. Ja, ko takole človek pomisli, da bi slovenska reprezentanca prišla do zadetka, pa takoj napaka v obrambi, zelo natančno je meril Svraka, njegov drugi reprezentančni zadetek v 5. tekmi. Kdo je bil tisti, ki je tam zamudil, ali Kurtić ali nekdo drug, skratka, takole je spet sam prišel do zaključnega strela, ne, to je bil Brečko. Svraka in Bosna in Hercegovina v Ljubljani vodi 3-0.